Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, zakaj stvari niso več take, kot so bile doslej. In to predvsem zato, da se pojasni zadeve ljudem, ki obupujejo nad razmerami na svetu, češ da je že mnogo ljudi poskušalo izboljšati ta svet, pa še doslej nikomur ni uspelo. V čem je torej bistvena razlika, kot pa so dogodki, ki so se dogajali v preteklosti? Ljudje, vse razmere v stvarstvu smo bili pod nadzorom, pod kontrolo določenih bitij, lahko bi temu rekli duhovnih bitij ali meddimenzijskih bitij, ki so nekako projektirala in ustvarjala realnost tega stvarstva, ki so imela določene sposobnosti, določene moči in so želela nekako se imeti za bogove, za menedžerje tega stvarstva. Ampak karkoli se je dogajalo v preteklosti, karkoli so poskušali narediti, se je izkazalo, da nekako stvari njim uidejo iz rok, da ne morejo nadzorovati določenih energij, določenega razvoja dogodkov in posledično se ustvarja konflikt, trpljenje, bolečine v stvarstvu. Rezultat tega najbolj neuspelega poizkusa menedžmenta razmer na svetu so tudi trenutne razmere, torej razne vojne, lakote, pomanjkanje, ekonomska, finančna neenakost, izkoriščanje in to vse za voljo določenih občutkov, idealov, verovanj. Ko se je ugotovilo s pomočjo določene osebe po imenu Bernard Pullman, ki je živel v Južni Afriki, kaj je resnično v ozadju dogajanj na tem svetu. Potem se je na osnovi tega raziskovanja odprl meddimenzijski portal in sedaj preko tega portala, ki deluje kot človeško fizično telo, prihajajo na ta svet informacije, podporne informacije, na osnovi katerih ljudje sedaj lahko razumemo, kaj se je dogajalo. Zgodile so se spremembe, eksistenčne spremembe, sprememb sistema reinkarnacije, sprememba sistema energijskega nadzorovanja in zasužnjevanja ljudi, umsko-zavestni sistem, preko katerega smo bili vodeni in zasužnjevani, ki nam je povzročal misli in čustvene reakcije, se je sedaj introvertiral. In tudi ta bitja, ki so do zdaj nadzorovala in obvladovala celotno stvarstvo, sedaj podpirajo ta proces vzpostavitve enakovrednosti in enakopravnosti vseh živih bitij. Stvari so precej obsežne, kompleksne, da bi jih lahko razložil v tem kratkem videoposnetku. Zato vas vabim, da si pod tem videoposnetkom ogledate povezave do zakladnice znanja,
ki je sedaj na voljo človeštvu. Predvsem pa bi vsakega pozval, da ni več razloga za obupovanje, za odlašanje glede tega, da sedaj končno stopimo skupaj in da naredimo res potrebne spremembe na tem svetu. Predtem, ko je neka oseba želela spremeniti globalni sistem, takoj, ko se je opazilo iz strani te duhovne hierarhije, da nekdo poskuša posegati v njihov načrt, v njihov dizajn obvladovanja, nadzorovanja, so tako osebo takoj onesposobili. Kajti stalno smo bili vsi ljudje nadzorovani in takoj se je vsakega preprečilo in onesposobilo. Lahko se je zgodila neka nesreča ali je taka oseba doživela kakšen recimo srčni infarkt ali kaj takega. Skratka, za njih res ni bil noben problem, da takoj opazijo vsako odstopanje od njihovega načrta in da naredijo popravke. Ali v smislu, da to osebo oziroma to bitje ubijajo, v smislu, da zapusti potem fizično telo in ga resetirajo, da mu sperejo spomin, ali pa da mu naredijo kakšen sistemski, energetski, miselni usadek, da se spremeni, ali pa da se ljudi v njegovem okolju reprogramira tako, da so imuni na njegove besede. Skratka, teh manipulacij je bilo ogromno in bile so zelo prefinjene in vplivne. Sedaj tega ni več in končno so tudi ta bitja, ki so nas do zdaj zaslepljevala in vlekla za nos in obvladovala, so tudi stopila zraven in podpirajo ta proces globalne eksistenčne preobrazbe. Vabim vas zato, da se pridružite, da se očistite teh ostankov njihovega programiranja. To so razni miselni vedenjski vzorci, ki nas med sabo razdvajajo, s tem, da se v našem umu pojavijo neke konfliktne, razdvajajoče misli in potem, da čustveno reagiramo, ki nas zaslepijo zato, da ne vidimo trpljenja drugih živih bitij na tem svetu, da postanemo zdrave pameti, da odpremo oči in da spremenimo tudi globalni sistem, zakone na ta način, da se bodo zagotovile dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja na tem planetu. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.